Pozdravljeni, no, končno še jaz voščim blagoslovljene praznike. Pa saj ne velja samo božično voščilo, ampak načeloma vse te dobre želje, ki jih izrekamo v teh dneh, da bi pognale korenine in držale celo leto. Se pravi, veliko zdravja, sreče, blagoslova, vsega dobrega v vašem življenju vam želim. In zdaj, glede na to, da to so družinski prazniki, in teh družinskih praznikih, sploh v družinah, je tako pomembno, da pač odpuščamo, ker smo vsi samo ljudje in čist nič drugega. Vsak dela najboljše, kar zmore, ampak družina je pomembna, ne da? Družina je tista, ki je točno tista, ki jo rabimo, ki jo imamo, in to je najbolj pomembno, da v svoji družini pač držimo skupaj. Tako da, ja, seveda, jaz sem zdaj vesela, da spoznavam to dušno družino in to mi je tako krasno. A veste, ko vidiš, da si pa z ljudmi, s tistimi na dušni ravni povezan, to je pa še lepše. No, v glavnem, v vsakem primeru lepo je, da smo v družinah, družine so pomembne in v družinah, ja, odpuščanje, ljubezen, sočutje, to so najbolj pomembne vrednote ali pa čustva, ki so pomembna v naših družinah, zato da zdržimo skupaj. Zdaj pa nam bom brala sporočila, da vidimo, kaj vam Stvarstvo sporoča v teh prazničnih dneh, in gremo najprej na prehod v novo dobo, kaj je tisto, kar je prav, da slišite, da ozavestite, da se vas mogoče dotakne. Jaz sem tako hvaležna za dom. Ja, eno je družina, ampak drugo pa je dom, energija doma. To je nekaj, kar je izmed vsega najbolj pomembno, vsaj za meni osebno. No, in prvo sporočilo je izvorna koda. Vsi smo povezani s stvarnikom, z izvorno energijo in lahko si ponavljate, jaz sem stvarjenje, jaz sem boginja, vse povsod okrog mene je ljubezen. Drugo sporočilo je nova moč. Čas je za tvojo novo moč. Prepusti se božanskemu vodstvu. In tretje sporočilo, čas je za delovanje, za premike naprej. Samo zato, ti, ki tole poslušaš, zato, ker se imaš rad, ker se imaš rada in se ceniš, naredi korake, ki so pomembne za tebe. Veste, ko sem razmišljala, kaj bom govorila za to božično voščilo, sem prav razmišljala, eno je odpuščanje, v družinah, drugo pa je postaviti meje. In včasih, ko v družinah postavljamo meje, zna tudi boleti. In kdo pač odreagira na te zadeve? In ko odreagira na te zadeve, ko postavljamo mi meje, ni nič narobe. Ker v družinah, ja, seveda se najdemo tudi zaradi tega, ker predelujemo karmične lekcije. In kdor od vas ali pa od nas predeluje to, da, ne vem, zdaj ena zgodba mi pride na pamet. Ena gospa je vedno tekala za svojo primarno družino, skrbela in tako naprej. In ko je postavila določene meje v svoji družini, nekateri niso ploskali. Ampak to ni nič narobe, ja, veste, ker če smo uspeli navaditi določene ljudi na ugodnosti, ko mi vidimo, da tonemo zaradi tega, ker delamo proti sebi, to enostavno je čas, da postavimo meje. In to je tudi v redu, To ne pomeni, da zdaj mi držimo neko zamero, ampak je bolj pomembno, da v vsakem primeru pošiljamo ljubezen in sočutje. Zato, ker tudi nekdo, ki odreagira, pač deluje načeloma iz svoje rane. Da vidimo še eno sporočilo. Zmoram vztrajati na začrtani poti, ker mi angeli stojijo ob strani, in še enkrat angelski glas, dovoljuj, da te vodijo nebesne sile, ker v sebi si mirna, si miren in zato slišiš vodstvo in naslednjo je novo jutro, Stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti in vse poti naprej so gladke. To je to tako kot portal, ki te odnese naprej. Jaz verjamem, da za mnoge bo leto 25, 25 je po numerologiji devetka, bo verjetno veliko boljše leto kot 24, ker 24 je po numerologiji osmica. In osmica vemo, da zna biti kar težavna. Osmica je to tako, ko se združita dva tornada skupaj, samo še rušita. In mnogi smo imeli
priliko občutiti to moč dvojnega tornada v svojem življenju v tem letu. In načeloma leto 2025 zna biti veliko, veliko boljše na splošno. Ja, se zaključujejo določene zadeve, ker je devetica v bistvu neko zaključevanje, ampak sigurno ne bo tako turbulentno leto, kot je bilo leto 2024. No pa da zdaj vidimo še karte, Ošotove karte, da vidimo. Se pravi, za tebe, ki tole poslušaš, kaj je prav, da ozavestiš. Zdaj le nekako zaključujemo, pa ne nekako, zaključujemo leto. No in če pogledamo zdaj, kaj nam sporočajo karte, Ošotove karte, oziroma vam, ti, ki tole poslušaš, glede na to, da se zaključuje to staro leto in se pripravlja novo leto, Zemlja je že naredila nov vdih in tam po 6. januarju, se jaz vedno tako občutim, po 6. januarju že pošteno vdihne novo energijo. No, da vidimo. Se pravi, za tebe, ki tole poslušaš, 5 kart bom potegnila, pa da vidim, kaj je tisto, kar je pomembno zdaj glede zaključevanja in glede novih korakov v novem letu. Čas je za tvoje zdravljenje. Zanimivo. Nov začetek. Nov začetek, nove sanje, novi koraki, nekaj čisto novega. Čas je, da v teh dneh opustite tisto, kar vas še drži v preteklosti. Se pravi, prav karta, oklepanje preteklosti, biti v neki škatli, ki enostavno ti povzroča samo nered v tvoji glavi. No in potem naslednja karta je prišla, zaupanje, prepusti se božanskemu vodstvu, enostavno se prepusti, kamorkoli te tok življenja odnese, vse je prav, bodi navzočna v tem trenutku, da vidiš na nove priložnosti, ki prihajajo v tvoje življenje. Sledi temu, ker lahko dobiš krasno priložnost, ampak če živiš v tej škatli, kako bi moralo biti, logično zavrneš vse priložnosti. In čas je za zdravljenje tvojega solarnega pleksusa, tvoje glave, tvoje kronske čakre in čas je, da se tvoja srčna energija izrazi, da deluje skozi srce, tako kot si vodena, kot si voden. In želim vam pokazati tole karto, stres. Tukaj je opica, ki drži šivanko in nekdo, ki pleše na balonu in poskuša žonglirati z vsem možnim. Če se vi počutite v vašem življenju ta trenutek tako, da poskušate žonglirati, pač ni vredno, zato ker vedno na koncu se sesujemo. Zanimivo, kakšne karte, zdaj pa krivda vam prišla. Dajte pomisliti, mogoče vam je nekdo v mladosti govoril, bi mogel to, nisi dovolj dober. Ne vem, danes smo šli na sprehod in sem slišala eno babico reče svojemu vnučku: in če boš pridno hodil, na koncu dobiš čokolado. Ampak poudarek je bil na pridno, moraš biti priden. Ali je 2-krat ponovila ta priden. In veste, ta občutek, moram biti priden, je tako močno zarezan v našo podzavest, da potem delamo stvari, ne vem, mogoče samo zato, da dobimo neko pohvalo od nekoga, ne pa zato, ker mi resnično to tako čutimo. No in naslednja je pa modrec. To pa pomeni, samo še poslušati treba svoj notranji glas, ker ta tvoj notranji glas te vodi. Samo spustiti je kakšno stvar treba v svojem življenju in dovolj, da pridejo nove priložnosti, nove ideje naprej. In mogoče zdaj v teh dneh napišite, kaj so tvoji cilji. Kaj so tvoji cilji? A jih znate povedati tako, stresti iz rokava, kaj so vaši cilji na zdravstvenem področju, na osebnem področju, kaj so vaši cilji glede posla, glede napredovanja, mogoče v službi, kaj so vaši cilji? Dajte napisati točno, kaj si želite in dovolite, da se to zgodi. Ker glejte, jaz nam nikdar pozabila, da sem nekoč davno že pisala, mislim, da že 30 let nazaj, in naslov tega mojega pisanja je bil moja končna vizija. In točno to, kar sem napisala 30 let nazaj, moja končna vizija, vse to se je do zdaj že zgodilo. Poglejte, pač dovolite, da se to zgodi v vašem življenju, ampak ko napišeš to vizijo na list papirja, postaneš še bolj
močna, še bolj, kot bi nekako se prizemljila in postaja bolj gosta in realna. Tako da mogoče eno povabilo, dajte narediti majčkeno bilance zdaj v teh dneh do novega leta, da vidite, kje ste, katero področje vam povzroča precej stresa in tisto področje poskušajte na nek način se videti, kako bi živeli brez stresa oziroma da tega je manj in dovolite, da mogoče nove priložnosti pridejo v vaše življenje in boste videli, vesolje nas podpira, ko si mi upamo stopiti, zdaj gre tako beseda, na rob in razprostreti krila in samo dovolj, da nas ta vzgonski veter ponese naprej. Dovolite, da se to zgodi v vašem življenju. Tako da še enkrat blagoslovljene praznike, vse dobro v vašem življenju in seveda kmalu posnamem nov video. Veste, ogromno pozitivnega je za deliti z ljudmi in zdaj, če tole, kar slišite zadaj, je moja hčerka, ki se hihita. No, tako da v glavnem pa veste, da imam že odrasle hčerke. Tako da v glavnem uživajte, vse dobro vam želim in bodite lepo v teh prazničnih dneh.